Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Vesti. Ti si v ena. Predsednik Republike Slovenije, gospod Danilo Türk, je v začetku minulega tedna predstavil bodoče vodstvo protikorupcijske komisije. Za predsednika komisije za preprečevanje korupcije je imenoval Gorana Klemenčiča, za namestnika predsednika komisije pa je imenoval Jožeta Končana in Roka Praprotnika. S tem imenovanjem je komisija dobila svoj sestav, z delom pa bo začela potem, ko se izteče mandat sedanji komisiji, kar je konec septembra. Madoniš, Rok Praprotnik. On bo zdaj ninja, veš. Veš, če je fuzbol sodnik, ne? Veš, pa komu ti lahko tudi novinar. Se ni šole. Minučjo. Zaradi brk, veš. Želim pa posebej poudariti, da je delo na preprečevanju korupcije eno pomembnejših področij prizadevanj za pravno državo in za vladavino prava. Problem korupcije je v vsem svetu, zlasti pa v družbah, ki se razvijajo v dinamičnih okoliščinah, kakršna je slovenska družba, pomembna prednostna naloga. In komisije, kakršna je naša protikorupcijska komisija, imajo nalogo, da skrbijo za dve vrsti opravil. Najprej, da preprečujejo dejanja korupcije tam, kjer zaznajo, da do nevarnosti takih dejanj prihaja. In drugič, da poskrbijo za pravočasno obveščanje organov kazenskega pregona, tam, kjer je mogoče najti elemente za sum o kaznivih dejanjih. Ampak veš, to je problem, ne? Ker če rečeš protikorupcijska komisija, je totalno kul, pa enkrat predsednik to razloži, je pa kar nekaj tako, To hoče to sploh delati. Petrol bo po novem prodajal tudi elektriko. Zato so se v Petrolu odločili, da zaokrožijo celostno ponudbo vseh energentov na istem mestu na območju celotne Slovenije. 20 litrov nafte, pa 3 kile elektrike mi dajte, gospod. Do konca letošnjega leta želi Petrol pridobiti 1% delež v segmentu gospodinjskih odjemalcev. Petrolovi kupci pa bodo lahko odslej stroške za vse energente poravnali z eno samo položnico. Kaj takega, veš, kaj to je ful manj provizij, to se pozna. Pa kar na položnico mi dajte, nam zdaj nič pakiral pa plačval, Madoniš. Imajo pa cilj, ne, 1% delež. Vse težko, veš, težko je to. Mora biti prisoten. Pomembno pridobitev znotraj Petrola za nov produkt, v katerem Petrol do danes ni bil aktiven igralec. Smo pa to smer nakazali že z predstavitvijo strategije v začetku tega leta, ko smo pokazali oziroma razložili vizijo Petrola, ki ga vodi ta nova uprava. In sicer vizija je, da ponudimo celovito ponudbo energentov na enem mestu. Tako gospodarstvu, tako lokalnim skupnostim, kot gospodinstvom. Tako da kupec dobi celotno ponudbo, celoten paket energentov, pa naj se gre za gorivo, za plin, za toploto, kot tudi za elektriko na enem mestu. Elektrika je, vemo, da je tako pomemben segment, je naraščajoč energent tudi v prihodnosti. Veliko uporabnikov se bo v prihodnosti z novimi tehnologijami tudi preusmerjali na elektriko, da je to segment, v katerem Petrol kot energetska družba mora biti prisoten. To so bili bolj na dolgo energenti. V boj za ljubljanski županski stolček se je podala tudi stranka Desus. Tako je mestni odbor Desusa predstavil Meto Vesel Valentinčič, ki se zavzema za socialni moment življenja občanov. Kot veste, je Desus stranka, ki poudarja socialni moment življenja vseh. Zato se nam zdi tudi zelo pomembno delovati na področjih, ki so bila, trdim, in to lahko dokazujem tudi številkami proračunskimi, zanemarjena v tem mandatu in seveda se to pozna že na dejavnosti sami. Smernice pa je predstavil tudi predsednik stranke Karel Erjavec. Ocenjujem, da naslednji mandat v mestni občini Ljubljana bo izjemno zahteven. Zahteven bo zlasti zato, ker se nahajamo tudi v hudi gospodarski in finančni krizi. Zahteven bo pa tudi zato, ker očitno občina je v tem mandatu se
kar precej zadolžila in seveda ta sredstva bo treba vrniti. Bojim pa se, da bo treba vrniti ta sredstva tudi na račun programov, ki so pomembne za bolj kakovostno življenje meščanov. Zlasti pa bo to tudi vplivalo na to, kako bomo krepili posamezna socialna področja, ker občine kot take imajo tudi pomembno socialno funkcijo, imajo pomembne socialne pristojnosti. In stranka Desus želi zlasti na tem področju dati določen poudarek. Med 16. in 22. septembrom bo tudi v Ljubljani potekal Evropski teden mobilnosti. V tem času bosta ponovno postavljeni merilni postaji za merjenje onesnaženosti zraka in hrupa. In sicer na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice ter na Zaloški cesti na ploščadi pred Univerzitetnim kliničnim centrom. Seveda ne moremo imeti tedna mobilnosti, če centra Ljubljane ne zapremo za promet. Majka, letos bo v čast mobilnosti zaprt le del Slovenske ceste, saj je center, po mnenju organizatorjev, že dovolj zaprt. Strinjam se z vami, dragi organizatorji. Ob dnevu brez avtomobila je bilo vsako leto do zdaj veliko vprašanj in govora o tem, zakaj pravzaprav se promet zapira. Vedeti je potrebno, da promet se zapira zgolj in samo zaradi enega razloga, da lahko v tistem dnevu ugotovimo neke nove ugotovitve, ki jih običajno pravzaprav brez zapore ne moremo ustvariti. Zato smo se v letošnjem letu odločili, da zapremo samo Slovensko cesto. Eden od razlogov je, ker smo v zadnjih 4 letih peš cono v mestu tako povečali, da pravzaprav ni več razloga, da bi delali na ta dan pravzaprav neko posebno zaporo, kajti zapora v mestu obstaja 365 dni. A veš, teden mobilnosti, ne, to je v bistvu samo z drugimi besedami, dajmo oglobiti vse kolesarje, ki jih bomo dobili na kup tam, ko smo zaprli promet. Ti pa nimaš čelade, ti pa se z eno roko voziš, ti pa nimaš noge na pedalu, pa... Ja. Ej, mobilnost znam so enega frenda na skejtu ustavil, veš. Ja, Zihar je overil, ni šel po skate progi, tam, ko je označen. Ja, se ne vem, a se lahko sploh skejtom vozi? Ministrstvo za šolstvo in šport se je z razglasitvijo šolskega leta knjige 2010 pomišljaj 11 pridružilo UNESCO projektu Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010, katerega nosilec je Mestna občina Ljubljana. Kot je povedal minister za šolstvo in šport Igor Lukšič, s to razglasitvijo želi opozoriti in poudariti pomen knjige in bralne kulture v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vi že ne berajo dosti otroci? Na kolesu ne smete brati. To res, to 100%, to še jaz vem. Ob tem bomo vodili nekatere akcije, o katerih sem se že pogovarjal, recimo z nogometaši, podobno se bom pogovarjal tudi s košarkaši, da bojo objavili, katere knjige berejo, ker se je že pokazalo v nekaterih državah, da ravno tisti del mladine, ki se navdušuje za šport, pozablja na to, da se tudi športni dosežki in siceršnja kariera gradi s knjigo in da bi motivirali te mladce, da ni zadost, da se gonijo za žogo, ampak da posegajo tudi po knjigi, smo se odločili za to vrstno akcijo. Kultura! Zvečer ne pozabite iti na Prešernov trg, kjer se bo odvila premiera najboljše nadaljevanke vseh časov, ever, kjerkoli, kadarkoli, pisali, hudo prepisani. Program na Prešernovem trgu bo ob 19. začel, šaci sledila pa bo kratka predstavitev ekipe in odgled prvih 3 nadaljevanj. Spet me bom mat nadrla, ker sem rekla pizda. Pa meni ni do 18 dela. Povratka više nema. Arko, René Arko. 16. je bil pogreb mojega očeta. Ja, čip je dovolj mehen, da se ga da ustaviti kamorkoli v telesu. Janez, glej, vem, da nočeš govoriti. Mi vse vemo. Sem bavila, da me bo imel za poskusenega zajca in spremenil. Jeben ga Robocopa! O upanju, ki kot drobna lučka obeta toplo zavet. Kitajska je pobratena država.
Meni uradno ni ben nič rekel, tako da se lahko v miru pogovarjava. Jaz sem Bero report.si. Nadzor nad Darkom je bil zelo neformalen. En del je že online, je že, pogledajte ga. Ja. V soboto pa vsi v Šiško, kjer bo z bendom nastopil Parov Stiller, ki je zadnje desetletje vsekakor zaznamoval svojo nezmotljivo in tankočutno vizijo električne glasbe, ki v neprekosljivo izkušnjo povezuje predvsem jazz, swing in elektroniko. In še enkrat, spet jaz ne vem, kdo to je. Veš, oni prav delajo tako program, da jaz ne vem, kdo ti ljudje so. Google it, stari, zato imaš to zadevo. Še vreme? Vreme se reče, to je prva zadeva, druga zadeva pa kaj tiče vreme. Recimo, danes bodo deževali koši. A veš, dež pa to. Ne, kad zdaj šport smo spustili, ne, to je najbolj glavna zadeva, ne. Predsednik Danilo Turk ni vedel, za koga ne navija in zaradi tega smo zgubili, ne. Turk je bil čist, Turki je, čakaj, kilo je moja domovina, težke so to stvari. Srbe smo razbili, nismo jih razbili, izenačeno smo igrali. Smo jih, Mal smo jih, dokler niso oni dali gola. Dokler ne spolo, oni niso nazaj. To so te neki detalji. Drugače so nas pa, Turki so nas pa dovolj, no. Turki so nas pojedli, tako kot so pojedli Litvanci, Argentince. Škoda, jaz čisto gledam fizično, oni so vsi dve glave večji od naših. To jaz ne vem, mislim, to... Grozno je to. Mogli bi biti na rolerih ali nekaj. Ne. Au, si predstavljaš Primož Brezec? Ne. Na rolerih. Ne. Kdor ne skače, je Primož Brezec. Ok, to je to iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti. Plačujte davke, zdaj bo imel nova sezona davkov. Prešparite nekaj denarja, da boste imeli za plačati davke. Smo kaj spustili? Pridite na Prešerca, Jonas Borepu, pa neki to. Muska, pa Radio Jo, pa... Prepisani. Ja, prepisani. A sve. Ajde.